Vesel sem, da sem na drugih evropskih volitvah ponovno na listi, torej kandidat za evropskega poslanca. Lista Slovenske ljudske stranke ima med vsemi vloženimi listami tudi najvišjo sestavo po izobrazbeni plati, ker trije naši kandidati so doktori znanosti. Dr. Ivan Žagar je doktor tehničkih znanosti, dr. Marta Cireva doktorica agronomskih znanosti s posebnim poudarkom na kvaliteto zemlje in podtalnic, profesor dr. Semir pa zelo znan slovenski razvojni makroekonomist. Če sem zelo aktualen na vsebino današnje tiskovne konference, okoljske teme, ena od vsebin, pomembnih vsebin, ki dela Evropsko unijo tako pomembno, je odgovorni odnos do okolja, ki se kombinira z odgovornim odnosom do človekovega zdravja, pa tudi do, odgovornega odnosa do potrošnika, ko in če kupujemo zdravo hrano. Zato so to tiste teme, ki praviloma zmotivirajo tudi mlajšo generacijo evropskih volivcev in volivk, da gredo na volišča. Ankete govorijo o tem, da naj bi se mladi zelo slabo odzivali na letošnje evropske volitve, pa ne bodo okoljske teme tiste, ki jih bodo privabile na volišča. Zelo konkretno, evropski kohezijski finančni viri, na tem področju je brez dvoma eden največjih slovenskih poznavalcev slovenskega in evropskega parketa dr. Ivan Žagar. Jaz mislim, da boljših na listi ni kot je on. Z tega vidika lahko rečemo, da je področje Goriške delno izkoristilo relativno ugodne finančne vire pretekle finančne perspektive, imajo predvsem pa lokalne oblasti sedaj priložnost, da v čim večji meri le-te do konca izkoristijo. Vesel sem, da sem sodeloval v prejšnji funkciji pri velikem projektu vodooskrbe Mrzlek, istočasno tudi za čiščenjem potem odpadnih voda na tem območju. Pogodba je podpisana, mislim, da gre v realizacijo. Slišim, da dobro delajo v Vipavski dolini, čiščenje odpadnih voda vseh tistih občin, ki jih pokriva reka Vipava. Na širšem območju Goriške je velika priložnost za center za ravnanje z odpadki, Stara Gora, da se dobro izkoristi morda nekoliko podaljšane roke, sicer pa, da se relativno velike dodatne finančne vire dobi iz evropskih sredstev. Območje Goriške je treba, da je relativno, da ni zelo gorato, ima kar nekaj težav s plazovi, nekateri se sadirajo. Moje pričakovanje je tudi, da bližajoči se tretji rebalans državnega proračuna ne bi zmanjšal državni denar za sanacijo nekaterih plazov na širšem Goriškem. Hvala.